Petra. Petra velja za izredno nadarjeno, vestno, pridno študentko na fakulteti. Trenutno je v obdobju, ko se utaplja v občutkih, da ne bo zmogla, saj sama pri sebi čuti, da mora vse narediti, kar se da perfektno. Že dlje časa razmišlja o odhodu na terapijo. Kljub temu pa želi svoje čutenje in čustva uravnati. Na kakšen način in kako si lahko pomaga? Prizor, ki ste ga opazili v vodnem delu videa, je zelo pogost. Živimo namreč v času, ko stres narekuje naša življenja, ko velikokrat ne zmoremo več naprej in ne vidimo luči na koncu tunela. Naj vas pomirim, da je to povsem nekaj normalnega. Večina ponavljajočega stresa, ki ga doživljamo, svoje korenine skriva v medsebojnih odnosih, službah, družbenih aktivnostih, družinskem življenju. Tukaj se vam pridružujem in vam želim priti nasproti in vam pokazati, kaj je čustvena regulacija, kako jo prakticirati ob trenutkih tesnobe, stresa in tako naprej. Čustvena regulacija je še kako pomembna, saj gre za postopen proces, preko katerega poskušamo uravnavati naša čustva, čutenja, skratka čustvene odzive. Čustvovanje ni nekaj statičnega, temveč gre za afektivna stanja, odzive, tako našega duha kot telesa, ki se ves čas spreminjajo. Sedaj pa vam bom predstavila nekaj trikov, kako izboljšati čustveno regulacijo. To lahko naredimo povsod, na vsakem koraku, kjerkoli že smo. Ko potrebujemo pavzo od učenja, dela za službo, v času sproščanja oziroma prostega časa. Ključnega pomena pri reguliranju čustev je, da svoje čustva ozavestimo, se jih zavedamo in jih skušamo prepoznati. Lahko se vprašamo, ali čutim občutke žalosti, sramu, morda veselja, jeze. Naša duševnost je povezana s telesom, zato je pomembno, da mu prisluhnemo. Vprašamo se, kje prepoznam stisko, tesnobo v telesu. In morda čutim v prsnem košu, glavi, ramenih. In ko si to priznam, je nekoliko lažje. Pomembno je, da nismo sočutni le z drugimi okoli nas, ampak tudi do sebe. Ko potrebujemo čas zase, si ga je potrebno vzeti, čeprav verjamem, da je marsikdaj težko. Sem lahko spade tudi tehnike sproščanja, pisanje dnevnika, meditacija, telesna aktivnost, nekaj, kar je povsem vaše. Upam, da sem vam ponudila varen prostor in da vam bodo napotki v pomoč. Sedaj pa poglejmo, kakšen korak je naredila Petra. Kljub temu, da Petra čuti občutke, da je sama za vse, da ne zmore več, ve, da obstaja pomoč. Petra je naredila korak, ki je odprl novo poglavje v življenju, ji omogočil varen prostor in občutek, da ni sama. Eden največjih psihoterapevtov na svetu, dr. Irvin Yalom, je nekoč zapisal: človekov duh je stkan iz njegovih odločitev.